ne bi rad preveč šel iz teme, ampak se mi zdi, da premalkrat se v zadevah, ko se poroča o otrocih oziroma mladostnikih, da se tudi dejansko njih vpraša za mnenje. Pred 2 letoma je recimo Svet Evrope začel kampanjo Gradimo otroke za otroke in z njimi in ta miselnost se mi zdi, da je še zelo premalo prisotna pri nas, tako v medijih, da bi se pač otroke spraševali za mnenje, kot recimo na takih okroglih mizah, recimo govorimo o otrocih v medijih, pa nimamo predstavnika otrok med nami, recimo, pa imamo že zdaj dobre vzvode, kjer bi lahko ta primernega predstavnika otrok dobili, ne vem, Zveza prijateljev mladine ima otroški parlament, ki dobro funkcionira in tako naprej. Tako da se mi zdi, da bi bilo tudi ta vidik mogoče treba malo bolj upoštevati. Hvala. Ja, jaz bi samo nekaj rekla. Jaz ne vidim potrebe, jaz vidim, bom rekla, možnost, da nekatere institucije lahko svoje ravnanje z izpostavljanjem, ne skozi konkretne primere in tako naprej, lahko tudi izboljšajo, spremenijo. Pa ne moramo reči, da smo zdaj vsi tukaj idealni, tudi nevladne organizacije ne. Vsi moramo še ogromno narediti. To pa, da centri, naprimer danes, ko slišim, ko se vedno poudarja, to je sodišče, to je to. Zaščita otroka je stvar generalno centra za socialno delo. Center za socialno delo je tisti, ki bo poročal sodišču. Center za socialno delo je tisti, od katerega mi pričakujemo, da se bo vpletel sam po sebi za zaščito otroka. Če starši niso, center za socialno delo je tisti, ki to nosi. Ne glede na vse odločbe in kaj in tako naprej. Odločitve sodišča so, vem, ampak o tem otroku mora biti center zainteresiran tudi po odločitvi sodišča, če je bila neustrezna, tudi tam lahko poseže, tudi da drugo mnenje. Ne prevaliti, institucije morajo sodelovati. Mislim, to je velik problem. Ne gre zdaj za prevzemanje odgovornosti. To gre zdaj za vprašanje poročanja, kaj lahko poveš, kaj pa ne. Sploh ne, da bi se kdo zdaj otepal dela ali pa na druge odgovornosti prelagal. To smo mi zdaj čisto zašli. Ampak koliko si lahko objektivni, če ne poznaš prave resnice, ne? In mene bi res to zanimalo. To imate prav, ne vem. Jaz mislim, da mediji niste tisti, ki boste odločali, ali center za socialno delo pravilno ali pa ne. To je ministrstvo pa socialna inšpekcija. Sam, če nam ne poveste, ne moramo vedeti, ne? In tako je prej Uroš rekel, da verjetno ni veliko staršev, ki bi saj namirno škodovali svojemu otroku. Tako sem jaz prepričana, da ne glede na to, kaj vse v medijih recimo počnejo in marsikdo počne tudi marsikaj nesprejemljivega na račun gledanosti, pa marsikaj neprofesionalnega, ampak zelo malo je tudi novinarjev ali pa medijev, ki bi želeli škodovati otroku, o katerem pišemo. Kako ne vemo, če delate prav, če nimamo to, kje preveriti. Mi bi najbolj več povedali, če ne bi. Gremo najprej, gospa ni še dobila besede. Če ne bi zlorabila. Anita Ogolin, Zveza prijateljev mladine. No, zdaj, ko se pogovarjamo o medijih, pa o največji koristi otrok, bi bilo pa dobro povedati, če kaj dobrega. Namreč res pokrivam področje socialno-humanitarno na Zvezi prijateljev mladine Slovenije in vam moram povedati, da je ogromno zgodb, ki so prišle zelo prijazno in res v korist otroka v medije in so res povzročile to, da je bila kakovost tega otroka ali pa te družine bistveno zvečana. Ni vedno to, kar zdajle govorimo. Vse so posamični primeri, ki recimo demantirajo, ampak če pa gremo na splošno pogledati, a veste, ste pa mediji tisti, ki krepite družbeno odgovornost, ki pomagate otrokom in jaz bi vas prosila, da jim sledite še naprej. Absolutno pa tukaj le pogrešam predstavnika otroškega parlamenta oziroma otroške vlade. V Ljubljani imamo otroško vlado na ravni mestnega otroškega parlamenta in mislim, da je prav, da bi tudi on povedal svoje mnenje. Hvala.